Dobrodošli v pogovorni oddaji Sled življenja v življenju, kjer predstavljamo izjemne zgodbe, ki osvetljujejo vrednost in lepoto vsakega človeškega življenja. Morda se boste v nekaterih zgodbah tudi sami prepoznali. Če bi želeli vašo zgodbo podeliti z nami, nam pišite na info@zavod-zivim.si. V naših prostorih z veseljem pozdravljam Danija Siterja. Dani, tvoja zgodba mi je en tak večen navdih, se mi zdi. Vedno se mi zdi, ko razmišljam o tebi, pa moram reči, da večkrat razmišljam o tvoji zgodbi, da se mi zdi, da se je res začela tam nekje ob spočetju in razmišljam, kako je vsak tukaj na tem svetu z razlogom. Da nihče ni odveč, nihče ni napaka, da mi mogoče v trenutku, ko se zgodi nekaj nepričakovanega, ne vidimo načrta, ampak koliko pomembno je, da vstopimo z nekim zaupanjem. In se mi zdi, da tukaj je veliko vlogo odigrala odločitev tvoje mame, pogumne mame, ki se je v trenutku, ko bi lahko poskušala zakriti nosečnost, odločila za življenje. In v bistvu bi za začetek, saj vem, da so mnogi že slišali tvojo zgodbo, pa še vedno se mi zdi, da mnogi še niso in da smo zato danes tukaj, da pride ta neverjetna zgodba še med širšo publiko. Bi nam zaupal svojo zgodbo. Hvala lepa, ja, za ta uvod. Te misli so res prave misli, ki mene dejansko spremljajo. Okoliščine ob času mojega spočetja res niso bile idealne. Niso bile idealne za mojo mamo. Moja mama je bila takrat starejša ženska, starejša 40 plus, rečemo, ne, za rojevanje, sploh pa za tako rojevanje, se pravi za tako odločitev, da bo nezakonska mama, ne. To je bilo res neugodno. Takrat v tistih časih, se pravi, je bilo to tako, da se je zavestno odločila za to, da bo imela otroka, ne, to se je res zavestno odločila. Bila je brezposelna, ni imela nobenih lastnih dohodkov. Z njeno mamo, mojo staro mamo, ki je bila do takrat, do mojega rojstva že 4 leta na postelji, je živela v eni kajži. To je bila pravzaprav pa to ni bila zidanica v nekem današnjem smislu, bivalna zidanica. To je bila ena stara kajža, v kateri je bila ena črna kuhinja, so rekli najprej, prvo lopa, potem črna kuhinja, tam je bilo kurišče za opeč, ki je bila pa potem v srednjem enem samem prostoru, v tisti izbi, v tisti sobi, ne, kjer sta bili še 2 postelji ali celo 3, če se ne motim, ena omara, pa en takšen bokov kot, kjer je bila miza. Ne. To je bilo vse, pa krušna peča. Ne. To je bilo tam. V takih razmerah pravzaprav sem se jaz rodil. Ne. Se pravi, mama ni imela zavidljive situacije. Takrat, kaj se je pa dogajalo? Dogajalo se pa namreč še nekaj drugega, še pred tem, da še eno tako bi se reklo platformo povem. Ne. Moja mama je izhajala iz nekoč 10 ali več let pred mojim rojstvom bogate družine. Ne. Ampak tista bogata družina, kjer je bilo 7 otrok, ona potem pa je imela še 3 brate pa 3 sestre. V tej družini se je zgodilo to, da je moj stari oče, mamin oče, hazardiral in je menda v neki situaciji zastavil grunt, se reklo, in ga izgubil. Tako da so šli vsi ti otroci z mojo mamo vred s trebuhom za kruhom. Moja mama pa njena mama, se pravi pa stara mama, pa še en brat so dobili to kajžo od mamine tete, da ne grem v podrobnosti, za živeti, a ne, moj stari oče pa ne vem, kje je bil, ne vem, ne poznam te zgodbe, tega dela te zgodbe. No, tako da v bistvu res je bila družina, se pravi, je prišla iz enega bogatega statusa na kant in seveda v posmeh drugim,
ki so jih takrat zavidljivo gledali predtem, ne, so z zavidanjem, češ oni so bogati in tako naprej. Potem so bili pa reveži, potem so pa kot reveži šli okrog po svetu, kot reveži brez vsega so se mogli znajti, kakor se je kdo znašel. Ne. No in to, se pravi, mojo mamo je pri teh 40 letih zadelo to, da je zanosila, z bližnjim, se pravi s fantom iz bližnje kmetije, ki je bila pa še velika, ne, prav velika. In ta fant, moj oče, je bil takrat 10 let mlajši od mame. Še ta neugodna okoliščina. Ni bilo možnosti, da bi se poročila, ker pač to nikakor niso dovoljevali, ne, njegovi. In je potem bila res težka situacija. No in v danem trenutku, seveda, ko je moj oče zvedel, da sem se jaz napovedal, da prihajam, takrat seveda je bil tudi on v stiski, a ne? In ni vedel, kaj naredi, pač je mislil, če bomo pač tega otroka odpravili, a ne, bo problemov konec in ne bojo problemi, a ne. No, ampak se je dejansko zgodilo, da je mami prinesel en denar, ki naj bi ga mama porabila za tiste mazače takrat, recimo, da bi to naredili, ampak mama je šla s tem denarjem najprej k svoji sestri, moji teti, na posvet. In je rekla, glej, prinesel mi je denar, kaj naj naredim, a ne? Ali naj res to naredim, ali naj kaj drugega. Pa je pa rekla menda teta, to sva midva zvedla dolgo let, kasneje z Vilmo sva zvedla to zgodbo, ta del zgodbe v Kanadi, da je rekla ta teta, veš kaj, ti denar obdrži, kupi plenice in otroka imej. In dejansko smo potem midva se spogledala in se nasmehnila drug drugemu. Poglej, kako je bil moj oče dober, še plenice mi je kupil, a ne. Tako da so imela eno tako zgodbo. Ja, ker sva, se jaz ne vem, ja, pa še drugo zgodbo mi je povedala moja mama, a ne, da ko je bila v stiski, takrat so imeli mislim, da tam nad tistim Bokovim kotom ali tam nekje v tisti izbi eno sliko svete družine, Jezus, Marija, Jožef. In ona se je obrnila verjetno v solzah in v tisti bolečini k sveti družini, pokleknila menda in prosila za neko znamenje. In ona je bila prepričana, da je sveti Jožef odkimal. To pa ne, ne. In jaz lahko rečem, da je sveti Jožef kriv, da sem jaz živ. In dejansko me sveti Jožef spremlja, skozi celo življenje me spremlja na takšen ali drugačen način. In to so bile te res težke okoliščine. Upam, da sem vse to pač še bi lahko našteval te vzgibe. Njo so zasmehovali, češ kaj ti je bilo pa treba pri 40 letih, pa na stara leta, zdaj si še pamža, a ne. Kaj ti je bilo pa to treba, se vidiš, da nimaš denarja, kako ga boš pa prehranila, bomo imeli še enega hlapca na vasi in tako naprej in tako dalje. Skratka, z vsemi temi stvarmi in stiskami se je morala ta Boga žena soočati, a ne, in ona je samo molila, da bi se tiste njihove napovedi ne uresničile, da bi se ne uresničilo to, češ to zafrkavanje in obrekovanje in poniževanje, češ nje, ki se je na stara leta odločila, da bo imela otroka. In jaz ne vem, kako je ona to zdržala, težko je zdržala, ne. Vem, ampak je zdržala, Bogu hvala, ne. In jaz vidim, da, kot si rekla recimo na začetku, ne, da noben otrok ni slučaj, ne. Noben otrok se ne ponesreči, noben otrok ni, bi se reklo, neka zguba ali pa neka, ne vem, nesreča. Jaz mislim, da so včasih celo rekli, da vsak otrok na svet prinese še košček kruha s seboj, a ne. Ja, in lahko rečem, da je moja mama pač bila vesela, da se je pol za to odločila. Velikrat je bila, kasneje mi je pripovedovala, ampak takrat je bila pa res stiska, a ne. In takrat recimo so jo zapustili še tisti prijatelji, ki jih je kao imela prej, a ne, sorodniki nekateri, tako da v bistvu je res ozek krog jo podpiral, zelo ozek krog ljudi jo je podpiral, še celo moja stara mama, menda je bila takrat zelo jezna in nezadovoljna, čeprav je bila na postelji ženska pri ne vem kolikih letih, a ne, in ni hroma, pravzaprav mama jo je stregla, a ne. Še celo to mi je povedala, da je še tisti dan predno je šla roditi v bolnico, je še celo hišo pospravila vse in tako pripravila po tleh
s tistim trebuhom, ne vem, pucala in ne vem, kaj še vse delala. Skratka, res je bila trpinka, no, tako da sem ji res hvaležen za življenje. Pa tudi to, no, nekdo je rekel, a ne, če so starši kdaj slučaj za koga, a ne, otrok ni nikoli slučaj, a ne. Meni prihajalo prej na misel, ko si to uvodne misli povedala, ne, da piše v Svetem pismu, v pismu Efežanom, piše, a ne, pred stvarjenjem sveta nas je Bog izvolil v njem, da bi bili sveti in brezmadežni. Meni je to taka, bi rekel, taka močna misel, a ne. Bog si nas je zamislil, vse moja mama pa oče verjetno niti nista želela celo otroka, ne. Takrat sem jima bil v breme, takrat sem pravzaprav povzročal hude travme in bolečine, tako da ne vem res, kako sta jih oba preživela, a ne. Potem, ampak Bog si me je pa zamislil, Bog me je pa načrtoval pred stvarjenjem sveta celo. Se pravi, smo bili v Božjih mislih, v Božjih sanjah, že toliko bi se reklo nazaj, a ne, da si niti predstavljati ne znamo, kaj to pomeni pred stvarjenjem sveta. In to mi je v potrditev, češ da, če tudi recimo mama in oče nista želela otroka, sploh nista vedela, ali bosta imela fantka ali punčko, se nista nič vedela, niti ne, noben ni vedel takrat, a ne. Kamoli kakšen fantek bo ali pa kakšna punčka s kakšnimi lasmi, s kakšnimi lastnostmi, s kakšnim karakterjem in tako naprej, se ni bilo nič znano, nič ni noben vedel, a ne. Ampak vendarle Bog je pa vedel, a ne, in Bog je točno vedel, kakšnega človeka želi imeti v tem času, v tem prostoru, ne, zakaj me ni hotel imeti 500 let prej ali pa ne vem kdaj, a ne. Pa tudi to, a ne, če se mama pa oče v tistem trenutku ne bi združila, v tistem trenutku tistega, bi se reklo, jajčeca in semenčeca, ali kako ne rečem, a ne, čez 2 meseca bi se rodil nekdo drug, se ne bi rodil jaz. Jaz sem se rodil točno in natančno na tisti trenutek, v tisti situaciji, v tisti bolečini. Niti ne vem, če sta se res imela rada, ali je bilo to samo flirtanje, ki se je pač nekje sprevrglo, ali pa potem prelevilo v spolnost, ali kaj drugega, ne. Kakšna je bila to spolnost? To ni spolnost takšna, kot je recimo danes, ko gremo možje in žene, kaj se jim umiti, očiščeni v čiste rjuhe in tako naprej, a ne. Skratka, to je bila verjetno drugačna spolnost, je bila na skrivaj, ni bila niti verjetno ne v postelji, ne vem, nimam pojma, ne poznam detajlov, a ne, in nikoli ne bom jih poznal, ampak vseeno vem pa, da v tistem trenutku sem nastal jaz, a ne. V tistem trenutku je Bog mene želel imeti in me je postavil v ta svet in ta čas. In je tako zanimivo, ker pogosto, a ne, se otrok lahko na en način najavi takrat, ko se ti zdi, da je najbolj neprimerno. In ljudem, ki se zdi najbolj neprimerno, lahko je to tako mamica, ženska, ki je sama, lahko je narkomanka, lahko je kakršnakoli težka situacija, ampak ta otrok pride kot darilo za to mamo. Ne pride kot napaka, ampak vedno pride, da bi ji pomagal iz te bede vstati. In poskrbeti, ker pogosto vidimo tudi mamice, ki so v zelo težkih situacijah, pa reče, ampak potem, ko sem dobila otroka, sem se vzela v roke. Sem začela skrbeti zase, sem našla službo, sem začela živeti, a ne. Kako ti otroci vsak res pride kot darilo, da bi pomagal tudi odraslim, da bi našli pravo pot. In zdaj recimo, glede na tvojo izkušnjo, kako gledaš na materinskost, na materinstvo, na ženskost, te stvari, kako čutiš od tvoje mame? Ja, jaz se čudim moji mami, res čudim se, da je ona res zdržala te pritiske, ne. Še to moram povedati, ne, moja mama je 3 leta pred mojim rojstvom, 3 ali 4 leta pred mojim rojstvom doživela hude, mislim, imela je raka na debelem črevesju in je imela te hude operacije, a ne. In te operacije, celo nekaj časa je imela črevo ven, ne, potem se je to nazaj in vse sorte, te stvari je doživljala, ne. In potem res brez denarja, brez službe, samo živeli sta z mojo staro mamo od njene penzije, ki je bila pa menda zadost za to, da so imeli lahterno za prižgati, ker ni bilo niti elektrike, zato da so imeli za sol pa za sladkor, ne. To je bilo ravno dovolj, za kaj druga pa že ni bilo, drugo je bilo pa treba doma. So bile kokoši,
so bila jajca, je bila kakšna moka, je mama hodila na dnino in tako naprej. To je, jaz ne vem, kako je to zmogla, ne? To je bilo res, res, res težko. No? In potem, ko sem se jaz, veliko, res junaško dejanje. Ne? In ko sem se jaz rodil po tistem, jaz ne vem, kako so tista prva leta, jaz v tej revščini, recimo, kako sem jaz to preživel z mamo in staro mamo, ker pri 3 letih mojih je stara mama umrla in se je moja mama je pri 43 letih vedela, da mora zdaj preživeti tega otroka, ni imela pa res nobenega dohodka. In se je odločila, da bo šla v službo. Je res dobila eno službo daleč stran, bi se reklo takrat daleč, ne? To je bilo vsega skupaj 40-50 km, ampak je bilo daleč stran. Ne? Ona ni imela možnosti dnevnega prevoza pa vsega tega. Ne? Tako da mene je dala v rejo k svoji sestri pri 3 letih in jaz sem bil potem nekaj časa pri tej teti, potem sem šel nekaj časa k drugi teti, pa tako naprej, pa spet tej teti nazaj. Skratka, malo so se me podajali sem, pa tja bil sem pač nekdo, ki je od nekod prišel in sem nekje bil. Ne? Vse so me imeli radi, priznam, da so me imeli radi, ampak nisem pa imel niti družbe otrok, da bi se z njimi igral ali pa skratka samo odrasli, pa živali, pa mačke, pa kokoši. Okoliščine zelo daleč od idealnih. Okoliščine zelo daleč. Sploh pa tudi ta okoliščina. Mama me je lahko obiskovala enkrat na mesec za en vikend. Enkrat na mesec je prišla in jaz se spominjam, da sem tam pri tisti teti, bili smo na eni vasi, Bovše se reče, tam nekje nad Vojnikom, 7-8 kilometrov. In tam je bil blizu tiste naše hiše, kjer je bila teta doma, je bil potem čez cesto en transformator. Tam od tistega transformatorja se je pa videlo daleč dol v dolino, do enega gozda. In ko so mi rekli, mama pride, sem jaz da cele dneve sedel pri tistem transformatorju in gledal v dolino, kdaj bom videl ta znan korak. In potem, ko sem na 700-800 metrov daleč, kilometer daleč se je videlo, ko sem videl, da prihaja iz gozda, pa sem poznal figuro, sem pa je tekel, in mama, ne. To je bilo, herojska mama je bila, herojska, da je to vse zdržala, ne. In jaz mislim, da je res to, danes, ko gledam skozi svoje oči, naprimer, ko gledam tudi skozi svojo življenjsko perspektivo, skozi poklicanost, skozi vse, kar se mi je dogajalo, skozi to varno razdaljo toliko leta. Ne. Danes, če gledam na mojo mamo, je še bolj spoštujem, da se je res odločila takrat za življenje. Čeprav tudi moj oče recimo ni imel problemov s tem, da bi me priznal. Je priznal očetovstvo, ampak on se je potem odselil, ko je bila mama 6 mesecev noseča, se je odselil iz tistih krajev in šel v Ljubljano in tam dobil službo, se kmalu po letu 2 poročil, tako da sem jaz imel potem, imam polsestro, s katero se še razumeva in zelo dobro pač bi se reklo, se razumeva s polsestro Martino. In tudi z očetom sem se jaz zelo dobro razumel. Čeprav jaz ne vem, kdo je meni izmolil to milost ali pa kako bi rekel to držo, da ne nosim neke bolečine v sebi zaradi tega, ker nista bila moj oče. Čeprav, če dobro premislim, je še vedno prisotna in bo vedno prisotna, ker je prisotna ena praznina, tisti manjko, recimo, ki me spremlja skozi celo življenje. Naj bo to manjko vzgleda očeta, vzgleda moža, se pravi tega odnosa mož-žena. Ta manjko je praznina v meni, in ta praznina se ne da z ničemer zapolniti. To je večna praznina, pa tudi ta odnos oče-sin je tudi praznina. Takrat vem, da zdaj sem prešel iz mame na očeta, ampak mi je to prišlo na misel. Vem, da sem očeta zelo, zelo, zelo pogrešal v tistih najrosnejših letih. Spominjam se, ko sem bil star 5 let, takrat je prišel nekdo na obisk tisti moji teti, ki me je imela v reji. To je bil gospod, fini gospod, ki je bil zelo prijazen, ki me je vzel v naročje, me stisnil k sebi, mi pel kakšno pesmico, me je nosil štupo ramo, sva tam hodila pol po vasi, in cel dan je preživel z menoj, tako mi je bilo lepo. Nisem bil vajen, recimo, da se
da se lahko moški posveti otroku, da te lahko ima moški rad in da te vzame recimo v naročje. Čeprav sem imel tudi druge, recimo moške figure so bile, je bil moj bratranec, ki je 20 let starejši od mene, sem ga imel zelo rad, zdaj že pokojni, ne? Tudi moj oče je pokojni. No, ko je bil tisti dan z menoj, so mi kasneje povedali, to je pa tvoj ati, ne? Kdo pa je to ati, ne? Za mene je bila ta beseda ati je bila neznana, ne? Se pravi mission impossible, bi se reklo, ker kasneje, ko sem bil v kakšnem prvem, drugem, tretjem, četrtem razredu, a ja, še to, v prvem razredu sem celo preživel 1 leto pri njem. Celo 1 leto pri očetu. Bile so pa take okoliščine, da so se odločili za to. Namreč od te tete v šolo je bilo 7-8 kilometrov peš, ne? V eno smer. Ne? In to, če smo hoteli biti pravočasno v šoli, smo morali iti zjutraj pred 6, da smo bili ob 8, a ne? To je bil prvi teden, drugi teden je bil pa pouk popoldne, se je pa začel ob 1 in končal ob 5 približno, a ne? In ker je bilo to jeseni, se pravi dan je že krajši, sem jaz, če bi zelo tekel domov, bi še bil v podnevi doma, recimo, a ne? Sem pa en dan celo pol ure časa, bi se reklo, potrošil z eno sestrično, ki je hotela iti v trgovino. Ja, ona je bila na pol poti doma, a ne, in potem do njih sva še prišla po dnevi, pol naprej je bilo treba iti pa še skozi kakšen kilometer gozda, mogoče kilometer pa pol. In pred gozdom je bil pa potok, pa na hiša in sem si jaz tja šel sposoditi baterijo. Kdo bo baterijo takrat otroku dal, verjetno tudi če bi jo imeli, ne, to je bilo dragoceno. So mi dali pa svečo, in jaz sem s tisto prižgano svečo šel skozi gozd. Otroška domišljija, si pa lahko predstavljaš, kaj naredi, a nekaj, kaj veje postanejo, kaj postanejo razni drugi drevesa in tako naprej, sence. Tako da sem prišel takrat tisti večer po noči domov, so me vsi iskali, pa so videli, da tako se ne bo moralo nadaljevati in so prosili mojega očeta, ki je bil takrat v Ljubljani že poročen, je bila moja polsestra Martina že 4 leta, a ne, če bi me lahko vzel k sebi. In se me je usmilil in me je vzel k sebi, tako da sem tisto leto preživel pri njem, pri Martini in pri mačehi. Tako da v bistvu sem imel 1 leto očeta, ampak jaz mislim, da je bil moj oče takrat, da je bil preveč, bi se reklo, nekako pod pritiskom, a ne, ni mi smel izkazovati ali pa ni želel ali pa namreč, ker po njegovi strani, v njegovem sorodstvu sem se jaz ponesrečil, ne, njihovemu sem se ponesrečil, a ne, in zdaj za takega otroka, ki se ti je ponesrečil, pa še celo plačevati moraš kaj za njega in tako naprej, in še, ne, to je bilo kar hudo. Tako da tisto leto sem jaz preživel pri očetu sicer, ampak sem zelo bil vesel, da sem lahko potem od 2. razreda naprej živel pri mami. Se pa spominjam, ko je tisto leto prišla mama, kdaj na par mesecev, enkrat je prišla na obisk, ampak ne do očeta, da se ne bi srečala, ker nista se smela srečati, pa videti, pa tako naprej, ampak do šole. Tako da se spomnim, eno jutro je v šoli Trnovo nekdo potrkal na vrata, nekaj čez 8, glih smo začeli 1. uro, učiteljica gre ven, je par minut ni bilo, potem pa pride noter pa reče, otroci, danes je pa praznik za naš razred. Danjo je prišla na obisk njegova mama. In jaz sem potem tisto dopoldne preživel z mamo, bilo je tako zelo, meni zelo lepo, ne, ampak sem moral pravočasno biti doma, da pa nič povedati, da me je prišla mama obiskati. Tako da take stvari sem doživljal takrat, to je bilo, no, to je bilo zraven, recimo to so bili taki cukrčki. No in potem, ko se spomnim, recimo 2., 3., 4. razred, recimo otrok, namreč od 7., 8., 9., 10. leto, 11. leto, je ati za njega še heroj, ne. Mojega heroja ni bilo, ne. Moj heroj je bil odsoten, a ne. In kako zdaj recimo iz te zgodbe gledaš na očetovstvo, vlogo očeta? Ja, nujno, ne, nujno. Mislim, ta vloga je nenadomestljiva, ne. Skozi moje oči, skozi moje izkušnje, jaz lahko rečem, da je ta vloga čisto zares nenadomestljiva. Pa misliš, da to samo zate, ker si bil deček, ali tudi za deklico? Tudi za deklico, ker v bistvu oče pač
pri fantu je heroj, pri deklici je pa zgled, naj bi bil zgled moža, kakršnega bi ona potem želela in iskala, komu bi lahko zaupala. A ne? In ob očetu, recimo, če je to dobro oče, pa da deklico zares bi se reklo tako vzgaja v eno ponosno dekle, ne? Ki ve, recimo, kaj so njene vrline, njene kvalitete, ki jo zna tudi pohvaliti, ki jo zna tudi recimo peljati na randi, oče, hčerko ali kaj podobnega. Ne? To so zanimive zgodbe. A ne? In jaz vem, da je nenadomestljiva ta vloga. Pa recimo glede na tvoje življenje, veliko mamic v Sloveniji nima partnerja, nima moža. Ne? Kaj bi recimo ti njim svetoval, da je dobro, da recimo bi naredile za svojega otroka? Kaj je tisto, kar se tebi zdi, da je pomembno? Ja, kakšen lik recimo moškega bi bil smiseln, recimo zraven, ne? Ne bo to kakšen brat recimo od te mamice, ne bo to kakšen boter tega otroka ali kaj podobnega, ne bo to kakšen, bi se reklo, prijatelj ali pa iz nekega varnega kroga recimo, ne? Ki naj bi bil pač nekje kot nenapovedan družinski član, ki se vedno lahko pojavi v hiši ali pa tam recimo, ne. To jaz mislim, da bi bilo zelo pozitivno, a ne. Sicer pa je tako, ne, jaz mislim, da kot sem rekel prej, starševstvo je lahko slučajno, recimo, otrok pa ni nikoli slučaj, a ne. Pri Bogu smo vsi otroci, Bog nima vnukov, pravijo, a ne. In tako da v bistvu je dobro, da recimo taka mamica nekje najde en krog enih bližnjih prijateljev, s katerimi se lahko srečujejo, pa otroci med seboj, pa moški recimo, da so zraven prisotni, tako v kakšni taki zdravem okolju, v zdravi skupini. Torej, da se ne zapira, ampak se odpre. Da se odpre, ja, jaz bi to predlagal recimo, a ne, se mi to zdi zelo pomembno. Je pa res tudi to, no, da kot sem rekel, z mojim očetom sva bila potem kasneje v moji odrasli dobi dobra prijatelja. Ne. Lahko rečem, da sva se res lepo imela. Spominjam se, da sem enkrat kasneje, ko sem imel že jaz sam družino, ga peljal nekam na eno kosilo, pa sem pač takrat na tistem kosilu hotel ga vprašati, če mi lahko on pove tisto svojo plat medalje iz časa mojega spočetja ali pa mojega rojstva. Rad bi bil slišal tudi to zgodbo. Pa ko sem to vprašanje načel, se pravi, ni mogel povedati. Ne. Verjetno je preveč bolečine bilo v njem. Bolečina se je pokazala tudi takrat, ko sva se midva z Vilmo poročila. Ne. Takrat, tisti dan sta bila še oba z očetom fit, recimo. Ne. Oba sta bila še v dobri kondiciji, pa nista mogla priti recimo, ne, na poroko, čeprav pol moja mama je bila kasneje na cerkveni poroki. Ni pa bila na civilni poroki, ki je bila v Ljubljani na magistratu, na cerkveni v Leskovcu je bila. Oče pa ni menda upal, ali kako bi se reklo, nista se mogla srečati. Bala sta se, da se bosta videla, da se bosta srečala. Tako globoke rane in tako globoke bolečine so bile to, da jaz verjetno jih ne bom nikoli razumel in jih nisem razumel. Ne. Lej, pač je bilo tako, no, tako da to so res take, hotel sem še to povedati, ne, v tisti otroški dobi, tam 8, 9, 10 let, ko naj bi bil ati heroj za fanta, ne, takrat so se moji sošolci kdaj pohvalili, ja, pa smo kupili fičeka, pa smo šli na izlet, ali pa smo šli na Brezje. Za mene je bilo to Mission Impossible, recimo, a ne. Pa mi je ati pomagal, pa smo kolo šraufali, pa take stvari, pa smo se s temi stvarmi ukvarjali, pa sva šla na nogometno tekmo, pa sva šla v hribe, pa sva šla ribe loviti in tako naprej. Za mene je bilo to vse, bi se reklo, nekaj takega, kar ni bilo možno. Za mene to ni bilo izvedljivo in vem, da sem se že kot otrok spraševal, zakaj pa jaz tega nisem vreden. Ne? Zakaj jaz nisem vreden, da bi imel očeta, ki bi mi to pa to, bi se reklo, omogočil. Ne? Nisem bil vreden. In to me je res bolelo in to me je pravzaprav kar zaznamovalo, lahko rečem. Se spomnim, ko je moj sošolc, ko smo imeli v šoli za narediti takšen mlinček, ki ga daš v vodo, potem pa tista voda, tisti mlinček vrti. Ne? Jaz sem naredil eno skrpucalo, lahko rečem, ne, glih komaj za to, da sem dobil pozitivno oceno, da sem izdelek imel.
Moj sošolc je pa prinesel izdelek za svetovno razstavo. A ne? Res, ker ste ga zatem 3 tedne, vsako popoldne v delavnici delala, načrtovala, risala, rezala in tako naprej, lepla in podobno. A ne? Za mene, takrat sem se počutil zelo majhnega, zelo ponižanega, zelo zavrnjenega, skratka, ali zavrženega, ne? In v podobnih situacijah. Tako da to me spremlja celo življenje. Zaradi te odločitve tvoje mame, da te sprejme v tistem trenutku, zaradi njenega poguma, imaš ti v bistvu možnost živeti življenje, imaš možnost imeti družino, doživljati tako veselje kot trpljenje, prinašati upanje. Ne? Z ženo Vilmo imata 4 otroke in zaenkrat 16 vnukov. Ja. Torej, v resnici je tako, da pri splavu ne gre za enega otroka, ne? Ampak gre za generacije. Ko splaviš otroka, splaviš generacije, ker če ne bi bilo tebe, ne bi bilo vseh teh tvojih potomcev na nek način. Koliko pomembna je vsaka odločitev. In če pogledaš zdaj, če rečem tako v narekovajih, na zlato nit svojega življenja, kako ti gledaš na življenje in kako gledaš na splav? Splav je res, tako kot si rekla, ne? Se pravi ta prekinitev življenja, ki ni samo eno življenje, ampak ki gre za generacije. Ne? Če bi tudi v preteklost pogledal, še dlje nazaj, recimo, kot je moje spočetje, še kakšnih nekaj generacij nazaj, verjetno so bile okoliščine še težje, ne? Marsikdaj še težje, v katerih bi se marsikatera žena takrat, če gledamo skozi današnje oči, naprimer, odločila za splav. In tudi mene ne bi bilo, tudi moje mame ne bi bilo, tudi ne vem koga ne bi bilo. A ne? Baje je imela Beethovenova mama, je bil 9. otrok, če se ne motim, a ne? 8 jih je že imela in težko je bilo, pa vendar se je odločila za življenje. Pa vendar je dala življenje geniju. Ne? Saj ne vemo nikoli, koga Bog kliče v življenje, koga Bog kliče v ta čas in prostor, takrat, ko se življenje ne pove. Ne vemo nikoli. A ne? Jaz bi rekel takole, da če je kakšna žena v dilemi, a ne, kaj storiti, ne bo to, da je ne vem kateri otrok po vrsti, recimo že kakšna mamica, ki ima veliko otrok, ali pa da se otrok napovedal ob nepravem času, vse vprašanje, kdaj je sploh pravi čas, a ne, vprašanje, kdaj sta starša res dovolj pripravljena, da sprejmeta življenje. Če je žena, če je dekle recimo zanosilo, a ne, in je pravzaprav res slučajni starš, ne? Ta otrok ni slučajni otrok. Ne? Če je le možno, jaz bi rekel, sprejmi, ne? Sprejmi, pa če ne moreš, ga daj pa v posvojitev nekomu drugemu. Ker ob tem me vedno znova presune, koliko poznam sam takih primerov staršev, ki leta in leta ali pa nikoli ne morejo imeti otrok. Ne? Ki si zelo želijo, pa kako ti ljudje trpijo, to me vedno znova presune. A ne? Kako trpijo taki poročeni, mladi fantje, dekleta, možje in žene, recimo, ki ne morejo imeti otrok. Ne? Kaj pomeni to vsak mesec nov obup, nova vprašanja, zakaj, a ne? Kakšne bolečine so to, a ne? Kakšne bolečine so pri vsakem spolnem odnosu, a bo zdaj, ali spet ne bo in tako dalje in tako dalje. Se pravi, si pod stalnim stresom, ne? Mi smo imeli pred leti en seminar Nenamerno brez otrok pri družini in življenju in ta seminar sta vodila 2 zakonca, Drew pa Kit Kunz iz Amerike. Jaz sem takrat prevajal, udeležilo se je kakšnih 14 parov. In vem, kakšne bolečine so se odpirale takrat v tistih dneh, ko je bil ta seminar. Vem pa tudi, da se je kar nekaj, 3 ali 4 pari, celo ali 5 iz tiste skupine so postali kasneje starši. Ne? Ali seveda so bile molitve, velike molitve, so bile, bi rekel, tudi kakšne misli, recimo, ki so jim sprostile, bi rekel, ta krč ali to trpljenje, to bolečino. Tako da v bistvu splav, ja, ne vem, kdaj je splav opcija. Ne?
tudi pri, recimo, če se napoveduje otrok, ki bo ali prizadet ali z Downovim sindromom ali kakorkoli že. Poznam tudi starše, ki jih vidim, ki so biseri. Starši biseri, ki imajo recimo otroka s posebnimi potrebami, ker jih je naučilo življenje in izučilo in prekalilo in prečistilo. Kako je to res, ker so sprejeli, ker niso rekli življenju ne. Sej biser nastane iz bolečine. Biser nastane iz bolečine. Drugače ga pa ni. Točno to, diamant nastane s klesanjem in z brušenjem. In res je čudovito gledati take ljudi, ki vidiš, da jim ni nič pomembno. Bi rekel, noben prestiž, nobena, bi rekel, kariera, nobene take stvari, ki so ne vem kako, za katere pač bi nekdo vse dal. Njim je pomemben otrok, njim je pomemben odnos, njim je pomembna, bi se reklo, ta njihova ubranost v družini, recimo to, da se darujejo, da se žrtvujejo, da so drug drugemu v dar, recimo, da si lepšajo trenutke, da si pomagajo na poti, da mož in žena res gradita edinost, ki je potem porok za to, da v bistvu otrok lahko v taki družini raste in preživi. In recimo tvoje življenje je prav prikaz vsega, kar se mogoče današnja družba najbolj boji. Samska mamica v zelo težkih okoliščinah, brez službe, na koncu si še urejal vmes. Vse je bilo res tisto najtežji scenarij, ki so možni, pa še vedno, ko pogledam tvoje življenje, je polno življenja. In tvoje življenje je šlo naprej ne samo skozi tvoje otroke, ampak tudi skozi društvo, ki sta ga z Vilmo naredila. Družina je osnovna celica družbe in če je družina stabilna in zdrava, bo družba stabilna in zdrava, ampak družina se začne v zakonu, med možem in ženo. In prav tukaj vi kot društvo Družina in življenje najbolj delujete. A bi nam predstavil malo to društvo? Ja, temeljno sporočilo našega društva je res v tem, da v bistvu otrok je sad ljubezni med možem in ženo, pa ne samo takrat, ko se rodi, ampak tudi kasneje, ko raste in doživlja in se pili in se brusi. In otroka pravzaprav vzgajajo zgledi. Vzgajamo ga zgledom medsebojne predanosti, medsebojne naklonjenosti med atijem in mamo, med možem in ženo. In velikokrat vidimo, kako je treba to ljudem osvetliti, pokazati, predstaviti na 1001 način, kako je treba pokazati, da pravzaprav je odnos živ. In da v odnos, ko ga mož in žena stopita v odnos, je to res neka živa stvar, ki je prav tako podvržena umiranju ali pa rasti, ali umiranju, ali stagniranju. In kako sva mi dva kot mož in žena poklicana, da drug drugemu pomagava na poti skozi življenje, da drug drugega piliva in brusiva, da drug drugega sprejemava kot dar. In prav takšna, kakršna je, mi je podarjena. Saj si včasih mislim, ja, če bi bila malo boljša, pa malo drugače, bi pa bila mogoče še bolj podarjena, ampak ne. Prav tako takšna mi je podarjena, kakršna je, ker je Bog točno vedel, kakšno jaz rabim, recimo, za moje življenje, za mojo rast, za mojo duhovno rast, za mojo osebnostno rast. Torej ni vse popolno. Ni vse, hvala Bogu, ni popolnega zakona, ni popolnega moža, ni popolne žene. Tudi se ne rodimo kot možje in žene postanemo takrat, ko rečemo drug drugemu svoj da, starši se ne rodimo, starši postanemo takrat, ko se nam rodi otrok. In seveda v bistvu takrat šele začenjamo to svojo pot rasti, duhovne rasti, osebnostne rasti, rasti para, rasti družine, rasti vsega skupaj, kar se dogaja v tej družini. No in pri družini in življenju, ja, midva sva zdaj že pred skoraj 22 leti ali več zaslutila ali pa slišala klic, od zgoraj bi se reklo. Slišala klic. Namreč, ko sva se midva poročila, sva se povezala z eno mednarodno organizacijo, znotraj katere je bila tudi ta podorganizacija, ki se ji reče Family Life, se pravi ta mednarodna organizacija, ki deluje v 110-120 državah po svetu
in je zelo, bi rekel, zelo uspešna, zelo, kako rečemo, ogromno delajo, proizvajajo, sledijo trenutkom, sledijo, bi se reklo, potrebam ljudi in tako naprej, ustvarjajo vedno nove pristope, nove materijale, danes recimo na drugih področjih kot pred 40 leti, a ne danes spet malo drugače. In midva sva bila potem poklicana, da se pridruživa tej organizaciji. Ta organizacija nama je tudi omogočila, da sva midva pustila svoji službi, pravzaprav jaz sem bil takrat brez službe, ker sem potem, ko sem končal županski mandat decembra 1998, takrat sem potem eno leto pravzaprav bil doma, skoraj celo leto, pol leta zaradi bolniške, ker sem bil na Birglah zaradi križa, a ne. No, pol leta sem pa iskal, pa prosil, pa molil, pa tako naprej. No in se potem ta organizacija prikazala, ki je meni najprej ponudila službo, če se želim vključiti kot prevajalec njihovih materialov, ki jih je bilo ogromno, in sem rekel seveda z veseljem. No, potem se je pa kasneje priključila tudi Vilma, tako da od leta 2000, nekje od julija, avgusta, sva midva bila že, bi se reklo, polnopravna člana te mednarodne organizacije, ki nama je omogočila tudi preživetje, prvo leto 100% pokritje družinskega budžeta, drugo leto 80, tretje leto 60, četrto leto 40, peto leto 20 in tako, da je julija 2006 je ugasnila njihova podpora. Med tem časom sva pa morala midva nekje ustanoviti svojo lastno podporno skupino, a ne. Sistemsko država ni podpirala tega dela, Kaj pa zdaj? Cerkev ga tudi ni podpirala, zdaj tudi ne. Zdaj seveda skozi to društvo v javnem interesu recimo je vse, kar pravzaprav od države, pa ne pride od države, se to pride od ljudi, ki namenijo 1% dohodnine recimo, a ne. To je to. Drugo, no, ko sva pa potem midva res začela s tem društvom, sva pa začela najprej z zakonskimi skupinami. Sva jih v prvem letu vodila sama 5 zakonskih skupin, ustanovila in vodila, se vozila sem pa tja po Sloveniji, drugo leto je bilo to 10 zakonskih skupin, a ne, potem se nam je zgodil pa Tobi. Potem se je pa zgodila ta bolezen našega sina, Tobi je bil takrat 16 let star, ki je imel raka in je bilo potem za naju je bilo to, bi se reklo, hudo, ker sva se pravzaprav Tobiju posvetila 100%, a ne, te zakonske skupine si nismo mogli več privoščiti. Ampak so potem same zakonske skupine želele, da ostanejo skupaj, da delajo naprej, da če le midva lahko priskrbiva program. Veš, kako Bog pelje, da ni bilo odvisno od vaju, Tako. ampak jih je postavil na svoje noge. To je točno Božje delo. In midva se takrat rekla, Gospod, če je to tvoje delo, a ne bo ostalo, če pa naše, pa boljš, da zdaj propade, kot pa kasneje. Ne? Tako da v bistvu je tisto leto se iz 10 skupin, ki so same delali, sami materijale smo jim midva dajala, pa midva preskrbela, iz meseca v mesec sem jaz prevajal lekcije in podobne reči od Family Life materijalov, a ne? In potem se je v tistem letu celo na 14 ali na 15 skupin povečalo, a ne? Tako da potem je kar raslo. Tako da, koliko skupin je zdaj? Zdaj je čez 250 skupin. Čez 250 skupin, Bogu hvala. Na tisoče torej zakoncev. Res na tisoče zakoncev. Potem je 190 ali nekaj takšnega voditeljskih parov, s katerimi pač pol delamo, ker so le ožji krog sodelavcev, a ne. Potem je, lahko rečemo, da je v tem času šlo že več kot 6000 parov skozi vikend seminarje, ki jih imamo za zakonce, a ne. Zdaj v času korone so bili ti vikend seminarji preko spleta ali pa Zooma. Prej so bili v živo, a ne, je bilo tudi 17-18 vikendov na leto, kar je bilo res ogromno, a ne. In vsako leto se je pridružilo 400 novih parov, tako nekako je približno prihajalo. To je bilo res čudovito in je še čudovito delo. Tako da sva midva vesela, da je to z Božjo pomočjo to delo ne samo preživelo, ampak napredovalo in rastlo in raste. Zdaj sva midva pravzaprav že vstopila korak nazaj, sva predala vodenje tega našega društva mlajšim, se pravi predvsem Benjaminu našemu, ki se je
se je popolnoma, bi se reklo, predal temu delu in zdaj je imam ekipo dobrih sodelavcev, tako da sva vesela in ponosna, da gre tako naprej, da midva v bistvu lahko vedno bolj se umikava, na nek način puščava mladim to delo. Je pa res to božje delo, ker mnogi pari recimo so stopili na novo pot odnosa, so stopili predvsem na novo pot duhovnega življenja, katero pravzaprav prej niso tako živeli, mnogi pari pač so rekli, da je bil tisti prvi, tako imenovani temeljni seminar, prelomni seminar za njih, da so se šele takrat odločili za molitev, redno molitev v družini, da so se šele takrat odločili za redno obisk svete maše, za redno branje Božje besede. Mnogi pari pričujejo danes, ko jih srečujemo, kako berejo Božjo besedo vsak dan, od takrat, od tistega dne naprej, ko so v bistvu se odločili na tem seminarju, in midva ne morava biti bolj hvaležna kot sva za to, da je Bog res naju uporabil, ka sva pač samo čisto, bi se reklo, preprosta, enostavna zakonca, midva imava veliko dela še na sebi, sicer delava na sebi, če se le da, ampak jaz rečem, da se zdaj znava bolj skregati, kot sva se pa na začetku. Manj časa nos dol visi, kot je pa na začetku. Tako da je v bistvu res pa veva, da v bistvu sva tista vrata zaklenila in ključ vrgla, tista vrata, kjer piše izhod ali kjer piše ločitev gor, tista vrata sva zaklenila. Midva sva veva, da sva se odločila zavestno, zato da bova šla skupaj z roko v roki skozi kakršnekoli življenjske preizkušnje in bolečine in ovire in tako naprej. Tako da to je, in to pač prav vidiva, da to, kar gre skozi naju, to, kar naju gradi, pa naju oblikuje, to, kar je najina izkušnja, to ima moč tudi v življenju drugih ljudi. Ne veva, da nobena teorija, pa ne bo še ne vem kako visoka ali visoko leteča znanost, recimo, življenje ni znanost, recimo, življenje je včasih zelo, zelo kruto, zelo blatno in umazano in tako naprej. Ne more biti čisto sterilno, in popolno, in seveda je treba iti skozi življenje, tako skozi bolečine in stiske in napore in solze in tako naprej. Veselje. In veselje, seveda, tako je. Res je tak zanimiv, kako bi rekel, mozaika. Meni je všeč, na primer, Rembrandt, prav zaradi tega, ker ima na svojih slikah ponavadi vedno eno tako močno svetlobo nekje v enem kotičku, recimo, močna svetloba ob senči ali pa ob sije, pravzaprav eno stvar, tako da ti tisto pade najprej v oči, pol pa vidiš v ozadju, v temi tudi vidiš kakšne obraze, pa še kakšne druge figure, Tako je tudi naše življenje, Naše življenje je pravzaprav tako, da s tem, kar smo, žarimo, s tem, kar smo, pričujemo, s tem, kar smo, ljudem pač nekje prinašamo ali veselje ali žalost, Ampak prinašamo pa oboje, prinašamo sami sebe, prinašamo pa tudi Boga, če smo pretočni, jaz pravim, in če smo priključeni na Božjo moč, potem na nek način pa teče skozi nas vse tisto, pravzaprav, kar Bog želi. In vse te velike stvari, vse te številke, ki si jih rekel, rečeš, wow, vse to ima pa izvor v eni odločitvi. Odločitvi preproste ženske, ki je rekla, da sprejmem tega otroka. Ne razumem, zgleda vse narobe, ampak sprejmem. Tako. In zdaj v tem trenutku je veliko mamic prav na tej odločitvi. Kaj bi ti rekel taki mamici, kakšen nasvet bi dal? Mislim, da sem že vmes nekje rekel, sprejmi življenje, če le moreš, ga sprejmi, in daj otroku življenje. Če ga ne moreš imeti, ga daj potem v posvojitev naprej, nekomu, ki si ga želi, pa ga res ne more imeti. In noben otrok ni pomota, noben otrok se ni nekomu ponesrečil. Tudi ta otrok, ki ga ti nosiš pod srcem, recimo, se ni ponesrečil tistemu, ki daje življenje, ki je gospodar življenja, Bogu. Lahko, da se je vama kao ponesrečil, lahko, da nista pričakovala, da se bo to zgodilo, recimo, Lahko, da čutiš pritisk od nekoga, naprimer, tako, kot ga je moja mama čutila, recimo, kaj narediti,
vpraši modre ljudi, ne, vpraši modre ljudi, poišči nasvet, pravi nasvet, ne takšen nasvet, ki ti bo rekel, ja, reš se tega, pa boš srečen. Vprašanje, če boš res srečna, ne. Jaz vem, da mnoge mame, ki so se pač odločile za splav, niso srečne, niso vesele, zaradi 1000 razlogov, ki jih ti bolj poznaš kot jaz, a ne. Vem, da ne morejo, pač ne vem, jih to ali jih preganja kakšna ta misel, recimo, ali jih preganja to, da ne veš, kakšnemu otroku sem se jaz odpovedala, recimo, kaj bi ta otrok lahko prinesel temu času, prostoru, tej družbi, temu okolju in tako naprej, svetu, morda celo svetu, ne. Ne veš niti ne, recimo, kaj pravzaprav pomeni, ali boš lahko še imela kakšnega otroka, ali ga ne boš imela kasneje, ko bojo lepše, boljše, ugodnejše situacije, ne. Tako da se mi zdi, da jaz bi rekel, premisli, ne, dobro premisli, če si verna mamica, a ne, moli, prosi Boga, naj ti da razsvetljenje, naj ti da znamenje, recimo, po katerem boš nekje vedela, da je to odločitev prava, a ne, tako kot je moja mama prosila, pa je sveti Jožef od Kimov, ona je meni to prepodvala, to je bila njena zgodba in jaz vem, da se je ona res potem držala tega, držala se je, vedela, aha, Bog je hotel imeti tega otroka, ne jaz, a ne, jaz mu bom pa omogočila, da bo živel, ne. Čeprav skozi revščino jaz nisem imel igrač, jaz sem imel mačke pa kokoši, a ne, in zaradi tega sem dobil gliste, tako naprej in tako dalje, a ne. Vse sorte je bilo, skratka, bile so take zgodbe, no, ki se jih spomnim iz mladosti, recimo, ne, in pa vendarle sem postal, bi se reklo, veseljak, imam pač tak značaj, da sem vesele narave, rad pojem, rad igram, a ne, rad sem v družbi veselih ljudi, rad tudi poslušam koga, recimo, ki ima bolečine, ki ima, bi rekel, težave, stiske, a ne, tako da rad prisluhnem, z ženo velikokrat prisluhneva kakšnemu paru, ki se ukvarja s takimi ali drugačnimi mislimi, razmišlja o ločitvi ali kaj podobnega, ne, prisluhneva, se pogovarjamo, probava jim svetovati, jim pokazati pot, smernice nakazati, recimo, a ne, kaj pomeni to zares, bi se reklo, začeti graditi življenje, graditi odnos, da to nisem tako, a zdaj smo poročena, čao, zdaj bomo pa živeli vsak po svoje. Ne gre, ne, ampak če sva se odločila, je najina poroka, pravzaprav ob najini poroki sva spočela prvega otroka in temu otroku je ime Midva. In midva sva za tega Midva, a ne, odgovorna, oba, tako en kot drugi, a ne. In nama je ta otrok podarjen in midva morava skrbeti, da ta otrok ne shira, da ta otrok nima nekih bolečin, bi se reklo, da ima dovolj, da ni kar ves čas pokakan pa polulan, a ne, da ga je treba previti in da ga je treba, bi se reklo, negovati, ne, tako da to. Kakšna zanimiva misel, res, o tem otroku Midva. Ja. Čudovito, hvala. Pa hvala za cel pogovor, za vse, kar si podelil, takšno bogatstvo. Hvala ti za tvoje darovanje, tako za tvojo družino, kot za družino in življenje. Se mi zdi, da mnogi črpamo iz vaju, iz vajinih izkušenj in iz teh seminarjev, ki jih pripravljate iz zakonskih skupin. Tako da res sam en velik hvala, Dani. Hvala tudi tebi, hvala vsem za to priložnost, da sem lahko prišel v to vaše lepo okolje, da sem lahko z vami, da lahko podelim to svoje življenje še s kom, a ne. In veliko blagoslova in srečno naprej. Enako tudi vam. Toplo vabljeni, da po svojih močeh darujete za nosečnice in družine v stiski, katerim bo zbrani denar v celoti namenjen. Podatki za nakazilo so izpisani na ekranu, lahko pa nas pokličete na katero izmed spodnjih telefonskih številk in vam bomo na dom poslali položnico. Hvala za vaš dar.